tisto maksimalno dobro, ki bo definiralo Slovenijo v prihodnje, ključnega pomena. Zaradi tega je najprej vsebina. Jasno govorimo, da upokojenci, ki plačujejo 1% za dolgotrajno oskrbo, tega odstotka več ne bodo plačevali. Zaradi tega, ker oni nimajo nič od dolgotrajne oskrbe. Samo en manjši delež upokojencev prejema storitve dolgotrajne oskrbe. Vse ostalo, dolgotrajna oskrba na domovih, te pa ni. Torej plačujejo določeno storitev, od katere pa nimajo nič. In ta zakon je tisti, ki v bistvu rešuje tudi tukaj status upokojencev. Če za nekaj plačaš, potem to storitev tudi moraš dobiti. In tukaj smo dejansko se postavili na stran upokojencev, kar smo tudi obljubljali v volilni kampanji, in tega odstotka, če bo ta zakon na koncu uveljavljen, upokojenci ne bodo več plačevali. Glejte, zdaj, kar se tiče koalicijske pogodbe, lahko rečem, da gre za močno vsebino in programska izhodišča na debirokratizaciji, dvigu splošne blaginje za vse državljanke in državljane, decentralizaciji Slovenije in nenazadnje za boj proti korupciji, klientelizmu in kriminalu.